Servus, dobrodošla v lekciji 2, kjer si bomo pogledali, kaj optimalen plan prehrane sploh pomeni in kako priti do optimalnega plana prehrane, če je to sploh mogoče. Zdaj, kot sem rekel, na začetku si je najbolj pomembno pogledati, kaj sploh definicija optimalnega plana prehrane po mojem mnenju je. Optimalen plan prehrane ne pomeni, da boš izbral plan prehrane, ki ga je imela sosedova Micka, ki je z njim v pol leta shujšala 20 kil. Niti ne pomeni plan prehrane, ki ti ga je dal zdravnik za neko stanje in ga pol ekstrapoliraš na vse ljudi. Niti ne pomeni plan prehrane, ki ti ga je dal prehranski svetovalec ali nutricionist in ga je pridobil prek nekega vprašalnika online, ki ga ti izpolniš. Optimalen plan prehrane po mojem mnenju pomeni, da lahko hkrati slediš svojim ciljem iz vidika telesne kompozicije, se pravi, ali hočeš shujšati, ali se hočeš zrediti, hočeš povečati mišično maso, hočeš izgubiti maščobno maso. Pomeni hkrati, da lahko med tem ohranjaš tudi največji možni performance iz vidika fizičnega performanca in iz vidika kognicije. Pomeni pa tudi, da v prehrani ne izločuješ živil, ki jih imaš rad, zaradi tega, ker se jih zaradi nekega razloga bojiš, ampak da jih lahko ješ čisto vsak dan, če hočeš in v njih tudi uživaš in da ti ne povzročajo stresa. To načeloma je optimalen plan prehrane oziroma plan prehrane, ki je optimalen za vsakega posameznika in bo za vsakega posameznika načeloma drugačen. Na dolgi rok ti bo pa optimalen plan prehrane pomagal izraziti predvsem tvoj potencial na vseh aspektih tvojega lajfa. Zdaj v svetu prehrane in nutricionizma načeloma ni veliko dejstev. Veliko stvari je odvisnih od konteksta in pa veliko stvari tudi, če ne vemo, pa se znanost spremenja iz tedna v teden in iz meseca v mesec. Je pa ena izmed stvari, ki jo hočem z vami podeliti in je dejstvo. In sicer, zapomnite si, da bojo kalorije vedno regulirale samo telesno težo. Vnos hranil pa bo reguliral naš performance, našo kognicijo, naš apetit, naš libido in pa pridobivanje oziroma izgubo maščobne mase in pridobivanje mišične mase. To kalorije ne bodo regulirale. To poudarjam predvsem zaradi tega, ker osebno vidim, pa tudi v raziskavah se kaže, da še vedno preveč ljudi, po mojem mnenju, daje pozornost samo na kalorije in ne iz katere vrste živila te kalorije pridejo. Vsi se bomo verjetno strinjali, da 2000 kalorij iz čipsa sicer poskrbi za vnos 2000 kalorij, če je to tvoj cilj. Ampak, če te 2000 kalorij iz čipsa primerjamo z 2000 kalorijami iz mesa, neke preloge in zelenjave, verjetno vsi vemo in se zavedamo, da bo za telo, oziroma da bo naše telo dobilo več hranil, pa drugačna hranila iz čipsa, pa iz mesa in zelenjave. Rad bi izpostavil še eno zmoto, ki se velikokrat dogaja, in sicer to je izločanje ali živil iz prehrane, ali pa makrohranil iz prehrane. Makrohranila so beljakovine, maščobe pa ogljikovi hidrati. Ponavadi se to dogaja zaradi želje po hujšanju. Na primer, najbolj demonizirani so ogljikovi hidrati in se izločajo, ker naj bi ogljikovi hidrati redili. V prvi vrsti nobeno živilo samo po sebi ne redi. Čokoladica ni bolj redilna od zelenjave, medtem ko tudi beljakovina ne redi bolj kot ogljikov hidrat. Oziroma ogljikov hidrat ne redi bolj kot maščoba. Se pravi, tudi tu hočemo poudariti, da izločanje živil ali makrohranil iz prehrane ne bo vodilo v dolgoročni napredek, zaradi tega, ker si s tem naredimo več težav, kot pa koristi. Če imamo radi ogljikove hidrate, bo naš prehran sestavljen okoli ogljikovih hidratov. Če imamo radi bolj mastna živila oziroma živila z več maščobe, slana živila, bo naš plan prehrane sestavljen bolj okoli teh živil. Kot dober primer, po mojem mnenju, bom tule izpostavil ketonsko dieto. Ketonska dieta v prvi vrsti je lahko v določenih kontekstih edini način prehrane in dejansko način prehrane, ki bo lahko pomagal določenim zdravstvenim stanjem. Na primer, epilepsija pri mladostnikih se dobro kaže v raziskavah, da ketonska dieta zelo dobro zniža simptome epileptičnih napadov oziroma epilepsije nasploh. Tako da proti ketonski dieti nasploh nimam kaj, sam primer je dober. Pri ketonski dieti se dogaja izločevanje ogljikovih hidratov. In ketonska dieta priporoča, oziroma smernice ketonske diete so, da na dan naj ne bi zaužili več kot 50 gramov ogljikovih hidratov. Zdaj pa, če samo to postavimo v kontekst iz vidika fiziologije. Naši možgani potrebujejo na dnevni ravni minimalno 80 gramov glukoze oziroma pa sladkorja, ogljikovih hidratov, pa vse tja do 150 gramov ogljikovih hidratov.
Se pravi, če ne bomo vnesli niti 50 gramov, zato ker smo na ketonski dieti, pomeni, da v večini primerov naši možgani ne bodo delovali optimalno. Se pravi, kognicija bo iz dneva v dan pešala, oziroma enkrat bo malo boljša, enkrat bo malo slabša. In če smo na ketonski dieti, to se opazi in iz raziskav in iz prakse. Pri ketonski dieti lahko potem dodam še naprimer intenzivno vadbo, oziroma malo bolj intenzivno vadbo, kar je, ko je puls nad 65% našega maksa, se pravi, to je hitro. Tudi za tako vadbo, kjer je puls od 65% našega maksimalnega pulza ali višji, bojo primarno gorivo ogljikovi hidrati. In če ti je cilj performance na treningu, potem ketonska dieta nikakor ne bo primerna za tebe. So redki primeri, kjer so ljudje toliko adaptirani na maščobe in genetski friki, da lahko maščobe koristijo podobno kot ogljikove hidrate, še vseeno pa se kaže, da je približno 20-30% slabši performance, če je telo pomanjkano ogljikovih hidratov. Pa tako, kot sem rekel na začetku, to ni bil moj rant čez ketonsko dieto nasploh, ker isto velja za postenje, za mediteransko dieto, za paleo dieto, za kjerokoli verzijo oziroma način prehrane, ki si izbereš. V prvi vrsti mora biti vsaj na začetku oziroma vsaj malo ti mora biti ta način prehrane všeč. Zaradi tega, ker če ti bo način prehrane všeč, ga boš lahko vzdrževal oziroma vzdrževala na dlje časa. Adherenca oziroma konsistenca pri prehranskem režimu pa je največji dejavnik za uspeh pri tvojih ciljih, karkoli pač ti je cilj iz vidika prehrane. Ok, pa smo prišli do konca. Zdaj, kaj bi rad, da potegneš iz te epizode, je, da mora biti v prvi vrsti plan prehrane, ki si ga narediš oziroma ti ga oblikuje nekdo drug, tebi všeč in vidiš, da ga lahko vzdržuješ na dolgi rok. Zdaj pa, kaj od tu naprej plan prehrane za tebe pomeni? A to pomeni, da boš gledal samo na kalorije, pa boš jedel karkoli ti paše? Ali to pomeni, da boš delal delno postenje, pa boš jedel samo v določenem oknu hrane? A to pomeni, da boš izločil ogljikove hidrate, pa boš povišal maščobe? Čisto vseeno, dokler boš ti poskrbel, da to lahko vzdržuješ na dolgi rok in da adherenca ostaja na nekem nivoju takem, ko je treba.